Živjo, lep pozdrav vsem skupaj. Evo, prišel je dan, jaz odhajam na sanjsko potovanje in to za en mesec v Indonezijo, pa 4 dni Malezije. To sem zadnje 3 mesece sem to čakal, zadnji mesec pa sploh, tako da se tega izmerno veselim, da ne morem povedati kako. Naj vam čisto na kratko povem, kaj vse bom videl, kakšen je moj plan. Pa svetujem vam, da me tudi spremljate predvsem na Instagramu in YouTubu, ker bom na Instagramu objavljal predvsem čudovite slikce, na YouTubu pa video posnetke. Me najdete brez težav. No, zdaj plan je tak, čez par urc se odpeljem v Zagreb na letališče, letim z letalom do Dohe, tam par urc čakam na naslednjo letalo, ki gre do Kuala Lumpurja, in potem sem v Kuala Lumpurju 3 dni, 4 dni, oziroma 3 nočitve sem tam, zdaj eni to pravijo 4 dni, pa sej nima veze. Tako da v Kuala Lumpurju nisem še bil drugače na letališču, zagotovo si bo zanimivo ogledati tista dvojčka Petronasova, to je ena izmed 10 najvišjih stavb na svetu. Pa tudi to je Kuala Lumpur je neka metropola, tako da mora biti zanimivo, no? Čeprav moram povedati, da jaz sem veliko večji ljubitelj narave kot velikih mest, ampak tukaj bom tudi nekaj pametnega videl, tako da se tudi tega zelo veselim. No, potem, ko bom 3 dni tam, se pa odpravim z letalom pa v Indonezijo. Najprej na otok Java. Moram povedati, da sem v Indoneziji že 2-krat bil in da je to moja destinacija številka 1, če pač ne štejem Bosne, pa na splošno Balkana, ker to mi je pa vseeno še tista destinacija številka 1, ampak karkoli drugega mi je pa Indonezija daleč najboljša destinacija. In če me kdo vpraša, kam iti na potovanje, pa da človek nima glih veliko izkušenj, mu rečem v Indonezijo. V Indoneziji je super. In res je super. 2-krat sem že bil in to je bilo čudovito. Pa Indonezija je ogromna, ne? To je, ne vem, mislim, da je 250 milijonov prebivalcev, malo na pamet govorim, nisem tega podatka preveril, tako je bilo pred 15 letem, ko sem nazadnje bil. V glavnem priletim na otok Java, kjer grem pogledat par zanimivih templov, 2 ali celo 3 vulkane, neke slapove, v glavnem ta Java je čudovita. Neke stvari sem že videl, pa jih bom zdaj ponovil, ampak mi ni žal, ker takrat pred 15 letem imam občutek, da sem si to mogoče majčkeno premalo podrobno ogledal, premalo posvetil se temu, tako da to komaj čakam, no. Potem naslednja postaja je otok Bali, to se drži v bistvu otoka Java. In tam je tudi veliko zanimivih stvari, čeprav Bali je zelo turističen, ampak dobro, zaradi tega ni nič slabše, nekdo pravi, preveč turistično, lej, zmeraj najdeš kraje, tudi če greš na hrvaško obalo, pa greš v en hrib 15 kilometrov, pa ni nikjer nobenega turista, ne, tako da to mene ne skrbi malo več turizma. Potem grem pa še na otok Lombok, to je pa spet zraven Balija, tukaj pa še nisem bil, tukaj imam plan iti na najvišji ognjenik v Indoneziji, mislim, da je 3800 metrov visok, ne me spet držati za besede, ker nimam teh številk v glavi. To bo nora izkušnja. No, potem imam pa še plan iti na otok Komodo, oziroma pač več je teh otokov, to je pa tam, ko so tisti veliki komodski kuščari. Te zadeve sem že videl, te kuščarje, ampak spet, to je bilo pred 15 leti in pač
sem malo pozabil, nimam nekih dobrih slik, v glavnem to si želim ful še enkrat videti. Pa na Komodu tam so tudi take hude plaže, taka huda pokrajina, ki se na slikah vidi, to se ful veselim. Drugače, malo se bojim, da ne bo časa vse videti, da imam majčkeno prevelik plan, tako da lahko se tudi naredi, da bom kaj spustil, kar sem zdaj naštel, oziroma skoraj prepričan sem, da bom kaj spustil, zato ker bom na ta spisek tudi kaj novega dodal. Drugače sem se pa malo opremil z novimi zadevami. Tole sem nabavil, tole je stabilizatorček, pa super kamerca, ki je hkrati tudi fotoaparat, tako da tole bom malo preizkusil za snemanje, slikanje, tako da mislim, da mi bo to super prišlo. Seveda nikamor ne grem tudi brez svojega drončka, to se že veselim, kakšni posnetki bojo. Drugače, tole je pa meni najbolj priljubljena zadevca, GoPro, majhna zadevca, primeš v roke in snemaš in to je to. Ker ne tale zadeva, to sem ne mogel iti, da so mi sestavili, ker jaz to ne bi znal, pa če me ubiješ, ne bi znal. Če bi tole jaz neprej njim šel, pa samo seboj vzel v Indonezijo, to ne bi nikoli sestavil in bi samo nosil pa vlačil, no razen, če bi tam kakšnega majstra dobil, sam od sebe pa sigurno ne bi sestavil. Tako da, to bi bilo to, spremljajte me, sem rekel Instagram, Facebook, naročite se na moj YouTube kanal, sledite me na Instagramu, obljubim super slikce, super storije, super video posnetke, siguren bo zanimivo, jaz se te pustolovščine tako zelo veselim, da vam ne morem povedati. Zdaj imam približno še 3 ure do odhoda, malo moram še spokati stvari, saj imam vse pripravljeno, ampak ne vem, kam bom kaj dal, ker je toliko tega, da me je kar malo strah, pa še malo strah me je, da bom 30 kil prekoračil, kar je zgoren limit, ampak upam, da bo to šlo. Nekako bom že zreduciral, no, ampak te zadeve so kar težke in je to problem. Ful me je strah, da nam kakšne stvari pozabil. Pozabiš en kabelček, en polnilec, eno baterijo, pa imaš živ sranje, ne? Ampak imam vse spisek, tako da to bi moglo iti, tako da to upam, da ne bo problem. Ajde, no, kljub temu, da sem se tega ful veselil, majčkeno pa mi je težko iti, imam tle doma le ljudi, ki jih imam rad, pa moja psička, pa mucki, cel kup, tako da je tudi malo težko mogoče iti, ampak se bo pa toliko bolj z veseljem se bom vrnil, pa je pol večje vesele, ker dolg časa nekatere ne vidiš. Tako da jaz moram še malo svojo lučko peljati na sprehod, pa tako da drugače nimam domotožja, malo te stvari pa res pogrešam, ampak bom to čez 2 dni pozabil. Tako da spremljajte me, zanimivo bo, obljubim. Lep pozdrav zaenkrat še iz Šentlovrenca, po mojem, da se naslednjič slišimo pa iz Kuala Lumpurja. Adijo, živjo!